Živijo, prav lepo pozdravljeni v oddaji Parašportu, oddaji Tempo. Zunaj se je že začel mraz in jesen, v naših srcih pa je še vedno poletni Pariz in odlične predstave naših parašportnikov. Spomini na paralimpijske igre so še vedno zelo sveži in zelo lepi, zato se v današnji oddaji z veseljem vračamo nazaj v Pariz. Paralimpijske igre Pariz 2024. Med 28. avgustom in 8. septembrom so se odvile že 17. Francija jih je gostila prvič. 4400 parašportnic in parašportnikov iz vsega sveta, med njimi tudi 14-članska slovenska reprezentanca. Utrinke z iger vam predstavljamo skozi fotografski objektiv Vida Ponikvarja, ki naše paralimpice spremlja na igrah že vse od iger v Londonu leta 2012 dalje. Za paraatleta Henrika Planka so bile to že 4. paralimpijske igre. V Parizu je tekmoval v metu diska in zasedel 7. mesto. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je morala na paralimpijskem turnirju najboljših 8 reprezentanc sveta nastopiti brez ene ključnih igralk. Dekleta so dala vse od sebe ter igre zaključile na 6. mestu. Paralokostrelca Živa Lavrinc in Dejan Famčič sta se v posamični konkurenci še malo ogrevala in privajala. Živa je svoje prve paralimpijske igre zaključila kot 6., Dejan pa svoje 4. ter druge v disciplini paralokostrelstva kot 17. V tekmi dvojic pa sta odlično nadgradila svoje posamične nastope, se izvrstno dopolnjevala in skupaj osvojila bronasto paralimpijsko odličje. Za največji slovenski uspeh 17. paralimpijskih iger pa je poskrbel eden naših najuspešnejših parašportnikov vseh časov, parastrelec Franček Gorazd Tiršek. Se je v disciplini zračna puška stoje postal paralimpijski prvak. Ob tem pa postavil tudi nov strelski paralimpijski rekord. Po prihodu domov pa se je slovenska paralimpijska reprezentanca ponovno zbrala na sprejemu v Ljubljani. Slovensko paralimpijsko reprezentanco so na sprejemu v Ljubljani pri Učevalniku pričakali navijači, podporniki parašporta ter visoki državni gostje. Skupaj so počastili nastope naših parašportnikov, ki so tudi tokrat vsak na svoj način pisali zgodovino slovenskega in tudi svetovnega parašporta. Častna govornica je bila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Vaš uspeh je rezultat dolgoletnega trdega dela, odrekanj in predvsem sem prepričala neizmerne ljubezni do športa. Iskrene čestitke še enkrat in zase lahko rečem, pa za vse vas, ki ste tu, lahko bi nas bilo več, da smo ponosni na vas. Pariška športna prizorišča, kot tudi samo mesto, so na vse naredili močan vtis. Tisto pravo tekmovalno vzdušje, pa pravo navijaško vzdušje tudi, no. Publika je zelo sodelovala. Super vzdušje, res dvorane nabito polne, veliko naših navijačev, no, kar je bil še seveda dodaten plus. Sam Pariz pa tudi izjemno. Smo imeli na koncu možnost tudi malo pogledati druga prizorišča, mesto in mislim, da smo se kar vse malo zaljubili v ta Pariz, no. Med navijači so bili tudi predstavniki podpornikov slovenskega parašporta. Biti prisoten na takšni slavnostni otvoritvi je bila izjemna čast. Tudi to, da smo imela potem naslednji dan v Olimpijski vasi priložnost pozdraviti športnike osebno in jim izraziti našo podporo celotnega Lidla Slovenija, to je bilo nepozabno doživetje. Ravnodušni pa niso ostali tudi v vodstvu naše paralimpijske reprezentance. Zelo naporno, ampak z odličnimi občutki, ne samo fajn. To so bile lepe, sproščene igre, velik odziv publike, odlični rezultati naših športnikov, ki so vsi dosegli svoje cilje. No, osebna stvar v srcu, to pa ne bom skrival, so bile solze ob Nanijevi zlati medalji. Ko veš njegovo željo, da bo postal zlat in ko jo doseže, jaz se nisem mogel ustaviti jokati.
Drugo je bilo pa, ko je Dejan, ko so začela 2-4, ko je bil tudi moj športnik, pa tudi ob 20-letnici prišel tudi do medalje, kar kaže, da vztrajnost in trud zmeri sta poplačana. Odštevalnik, h kateremu smo v pričakovanju iger v Parizu večkrat pristopali in nestrpno odštevali dneve, je to nalogo zaključil in že prevzel novo. Zdaj odšteva dneve do začetka zimskih paralimpijskih iger Milano Cortina 2026. Gornji Grad je kraj z okoli 1000 prebivalci in s 5 paralimpijskimi odličji. To je ena paralimpijska medalja na približno 200 prebivalcev. Ampak natančna statistika tu resnično ni pomembna, ker je vseh 5 odličij v lasti enega Gornjegradčana, našega odličnega parastrelca Frančka Gorazda Tirška, Nanija, in jaz sem prišla k njemu na obisk. Nani, najprej čestitke, dobrodošel spet nazaj v Slovenijo. Prosim, povej mi, kako se je vrniti po vsem tej euforiji Pariza in olimpijskih iger za zlato kolajno domače kraje. Hvala lepa za čestitko. Ja, res je lepo, ko prideš tu med domače ljudi v domače okolje in da te krasi še zlato z paralimpijskih iger, je to prečudovit občutek. Nani, svojo zbirko paralimpijskih odličij si zdaj dopolnil tudi zlato medaljo. Koliko ti pomeni, da si osvojil to medaljo? Ja, to je zdaj res moja 5. paralimpijska medalja in prva zlata. Tukaj v Parizu sem še osvojil to želeno zlato in nekako sem dobil občutek, da mi je šport poplačal za vse, kar sem jaz dal v športu. Odrekanje, trud, delo, garanje. Zbirka medalj se je izpopolnila, mozaik je popoln, jaz pa presrečen. Kaj pa je zdaj tvoj plan za naprej? Za vrhunske rezultate je treba garati, delati in telo se iztroši. Prvo kot prvo, treba je spočiti glavo, treba je spočiti telo, se malce rehabilitirati, da se nekako vse povrne v prvotno stanje, da se človek dobro počuti in potem se vidi, kakšna tekmovanja so in kje in kdaj, tako da počakajmo in bomo videli. Nani, na prihodnjih paralimpijskih igrah v LA bo tudi paraplezanje. Imaš kakšen nasvet zame glede uvrstitve? Tudi meni bi bila čast sodelovati na igrah. Tu se zberajo najboljši športniki iz vsega sveta. In prvo kot prvo, treba je narediti normo, osvojiti kvoto in potem iti z trezno glavo in s pravilno pripravo naprej. V samem štartu je treba iti korak za korakom, da nima športnik prehitro, prevelikega cilja in ambicij v glavi, ampak da se dejansko pripravlja iz tekme v tekmo in tako nekako gradi sebe, gradi uspehe, potem je treba vsekakor mentalno usmeriti miselnost na samo prizorišče in se čim boljše pripraviti. Nekaj me pa še zanima glede tvoje rutine, se pravi pred tekmovanjem, sploh tako velikim, si imel morda kakšno posebno rutino, kakšen poseben pristop? V zadnjih 2 mesecih pred samim odhodom na paralimpijske igre sem 2-krat odšel na priprave v Prekmurje. Tu je zelo pomembno, da dejansko športnik spremeni okolje, da zamenja domače okolje z nepoznanim. Na samih pripravah je potem druga soba, druga postelja, druga prehrana, ljudje, ki jih ne poznaš. In vsi ti dejavniki so pomembni, da dejansko ne usmerjaš misli drugam, ampak si še vedno v čim boljši koncentraciji za samo tekmo, tako da tudi potem na samem treningu usmerjaš fokus v rezultat in oddelaš trening po svojih najboljših močeh. Kakšno tekmovalno vzdušje pa je tebi najbolj všeč? Bolj mirno, da se lahko fokusiraš, ali imaš rad tisto pravo navijaštvo? Strelstvo je en specifičen šport, kjer je izredno pomembna koncentracija in mentalna moč večkrat odloči o zmagovalcu. Tako tudi meni ustreza bolj mirno okolje.
med samo pripravo, pred veliko tekmo se umaknem, da sem nekje sam umirjen, se fokusiram, vizualiziram in takrat nekako gradim svoj dober občutek. Nani, najlepša hvala za klepet in še enkrat čestitke. Najlepša hvala in lep pozdrav vsem gledalcem. Mi pa se zdaj selimo v Kamnik, kjer so v prihodu iz Pariza pripravili sprejem za Živo Lavrinc, nežnejšo polovico bronastega paralokostrelskega tandema. Takole so učenci osnovne šole Frana Albrehta v Kamniku na pot v Pariz pospremili nekdanjo učenko, paralokostrelko Živo Lavrinc. In Živa se je vrnila s paralimpijsko medaljo. Tokrat so jo sprejeli na povsem novi šoli. Učencem je bila inspiracija za razmišljujoče zapise, glasbo, skeče, ples, posvetili so ji celo 2 pesmi in eno tudi uglasbili. Danes spet tukaj je prav poseben dan, na obisku je Živa iz Kamenka. Včasih hodina na naše šolo je, na obisku je Živa iz Kamenka. Res lepo, jaz, ko sem noter vstopila, že sam to, da šolo vidim, zdaj to novo, je bilo res prijetno. Poleg tega pa še vsi, ki so me pričakali na teh stopnicah, kamorkoli sem pogledala, tam je bil nekdo in vsi so ploskali, vsi so se smejali. Srček se kar smeji noter. Mi smo v bistvu že nekaj cajta načrtovali, da bo Živa prišla. Sem napisala pesem Živi na čast. V bistvu smo gledali vsi celo tekmo, in smo v bistvu tudi vsi zelo ponosni na njo. Sploh glede na to, da so tu kar paraolimpijske igre, to ni kar za vsak dan. Je prinesla kolajno pa iz Francije. Ful sem ponosen na njo, pa ja, da je uspel, sem vesel. Preden je šla, smo že takrat pač vsi verjeli v njo in pa smo jo tudi spremljali in bomo verjeli še v njo tudi naprej. Tudi Živa sama je še enkrat več preizkusila, kako pomembno je verjeti in zaupati. Saj je bila njena pot do paralimpijskega odličja polna preizkušenj. Nikoli še prej nisem videla, da bi sploh lokostrelstvo kdo gledal. Zdaj, ko so le tribune z 8000 ljudi, to je bilo tako res nekaj neverjetnega. A tukaj bom jaz mogla streljati. Kako bo to? Ampak potem smo naredili tisti prvi trening, tudi na tistem, tako da je vse kar not letel. Sem rekla, ok, to bo sigurno v redu. Ko sem pa te prvič potem res na tekmo prišla, jaz sem pozabila, kako se strela. So kamere tam, pa da bojo vsi videli, če slučajno kaj narobe naredim. Tako da meni je bilo res strah v meni, pa potiti sem se začela v dlaneh, ker tudi sama nisem čisto vedela, kaj naj naredim, da bi srček svoj umirila. Pa bolj sem razmišljala o tem, kako je moje srce zdaj mirno in to, bolj se je v bistvu to... Iz tega sem se pa marsičesa naučila, tako da pod tem, ko sem imela mix team z Dejanom, mešane ekipe, sem vedela, kaj moram delati. In jaz mislim, da je to res nekaj takega posebnega in da bo šele za mano prišlo, kaj sem pravzaprav, kaj sva, kaj smo dosegali. Učencem se je zahvalila tudi za vse njihove dobre misli, ki jih je odnesla s seboj v Pariz. Tisto noč, predno smo imeli tekmo, jaz sem šla brati zapise do 3 zjutraj. Nisem mogla spati in sem potem pač to prebirala. In jaz sem rekla, joj, toliko lepih želja, toliko lepo napisanih, toliko lepih slik, to je res nekaj posebenega. Neverjetna energija je v tem ozadju, v bistvu pogon ti da. Tako da to je šlo kar pod polštar in potem se evo, znanje se je preneslo naprej. In če jaz lahko karkoli vrnem v zameno, za kar oni meni dajo, z veseljem. In seveda smo zdaj neizmerno ponosni na njo, ker je prinesla domov medaljo, pa tudi če jo ne bi, ona je tak človek z velikim srcem, z veliko energijo in če samo se pojavi med nami, nam da ful energije. Lepo je bilo poslušati vse, kar je rekla. Res te ne nauči samo to, kako biti dober športnik, ampak te nauči tudi, kako v bistvu živeti življenje.
Ni sam za zmago, da je tudi pač kako prideš do tega, pa da rabaš delati za to, da lahko priješ nekam. Ona prinaša tako ponos Sloveniji, Kamniku in tej šoli nasplošno. Velika inspiracija, ne? To je življenje. To ni teorija, ki jo prebereš v knjigah, to je življenje. In to sigurno zgledi vlečejo, zato smo prepričani, da bo to tudi ostalo v otroških srcih in jim bo tudi popotnica za njihova življenja. Na sprejemu so vsi skupaj ustvarili toliko pozitivne energije, da bo nove šolske hodnike napolnjevala še dolgo. Živa pa nam na dušo polaga tudi tele misli. Tisto, kar si želite sanjati, pa ste prepričani, da lahko dosežete. Jaz želim vsakmu, da verjame trdno v to in da naredi vse, kar v njegovi moči, da gre v tej smeri. Ker že jutri lahko te sanje postanejo resničnost. Da se jih samo tako naivno, iskrivo veselimo že danes in smo najboljša verzija sebe, kar znamo biti. Sama pa si bo najprej privoščila počitnice. Čeprav priznam, da mogoče brez Loka sploh ne vem, če se šlo z nami na počitnice. Bo pa sigurno toplo, pa voda. Drugo polovico bronastega paralokostrelskega tandema Dejana Fabčiča smo obiskali na Primorskem. Takole je svoje vtise iz Pariza podelil edini slovenski zdravnik s paralimpijsko medaljo. Dejan Fabčič, doktor medicine, specialist interne medicine v ambulanti za bolezni ščitnice in diabetes, v Beli zdravniški hali in v službi pacientov zdravstvenega doma Nova Gorica. Ponosen na priznanje Moj diabetolog 2023. In Dejan Fabčič, slovenski paralimpijski reprezentant, paralokostrelec, za katerega smo navijali na paralimpijskih igrah v Parizu, kjer je v paru Živo Lavrinc postal prvi slovenski zdravnik s paralimpijskim odličjem. Ja, lep občutek, ampak sem edini verjetno v Sloveniji, ker italijanska lokostrelka, smo bili skupaj na stopničkah v mešanih dvojicah v Parizu, je tudi zdravnica, ona je pa kirurginja. Tako da sva se že tam malo pomenila tudi o zdravniških temah, ampak ja, drugače pa verjetno to bolj naključje. In kaj si bo, poleg osvojenega odličja, najbolj zapomnil s pariških športnih prizorišč? Mogoče še najbolj to, kako je nastopati pred velikim občinstvom. 8000 glava množica na tribunah, to je bilo res nekaj posebnega. V bistvu sem prvič v lokostrelstvu nastopal pred tako publiko. Moram reči, da me je to se najbolj tako dotaknilo. In tudi zmedlo, prvi dan, ampak potem smo se pa nekako tudi na to navadili. Živo Lavrinc sta že pred začetkom iger, večinoma skozi hec, napovedovala paralimpijsko odličje. Zakaj sta najbolj verjela prav v skupen nastop? Ja, že nekaj časa opažava, ali pa vsaj jaz zase lahko rečem, da ko streljam skupaj Živo, se bolj sprostim, lažje streljam, ji zaupam. Vem, da bo ona naredila tisti svoj del in če jaz naredim svojega, bo tudi rezultat dober. Nekako mi da eno dodatno spodbudo, energijo. Rad streljam z njo, tako da in že pred igrami sva se pogovarjala in sem rekel, veš, če bi osvojila medaljo, bi najrajši videl, da bi jo skupaj. No in to se je potem zgodilo. Zakaj so pa napovedovala? Ker midva so bila že 4. na Evropskem prvenstvu, pa 5. na Svetovnem prvenstvu. Skratka, imava že nekaj dokaj dobrih rezultatov. Manjkala je vedno ena taka malenkost, ali pa bomo rekli pika na i za medaljo in sva rekla, zakaj pa se ne bi vse poklopilo ravno na paralimpijskih igrah. In se je res. Najlepše možno darilo za bogato in dolgo parašportno kariero. Je neko poplačilo za ves čas, trud, energijo, ki sem jo vložil v šport invalidov, se pravi v mojo 20-letno kariero. To je neka taka krona na moji karieri, vsej upam, da ni zadnja, ampak vendarle res zelo lepi občutki. V 20-letni parašportni karieri je Dejan zamenjal 4 parašporte. In tako malo bolj za šalo kot za res ne moremo mimo vprašanja, ali se zdaj, ko je osvojil medaljo, že spogleduje s kakim novim parašportom. Najbolj pogosto vprašanje v teh dneh
Ja, ostajam v lokostrelstvu, oziroma tako bom rekel, zaenkrat nimamo gledanega nobenega drugega športa na takem nivoju, da bi lahko v njem začel tekmovati. Tako da ja, ostajam v lokostrelstvu, čutim, da tukaj nisem še rekel zadnje besede, še je prostor za napredek, za napredovanje in meni je to čisto dovolj, da ostanem v nekem športu. Zdaj moram najprej nadoknaditi veliko zaostalega dela tukaj v službi. Tudi že takoj naslednji dan, ko smo prišli iz Pariza, sem že kar začel delati, no, tako da tukaj me čaka dosti dela. Potem je nekaj za postoriti tudi doma, v hiši in tako naprej. Čim več časa bom probal z družino preživeti, malo bo seveda tudi počitnic in počitka. Potem pa se začnemo kar naprej pripravljati. Ja, prav preveč odmora si ne smeš vzeti, ker potem telo kar malo pozabi te, bom rekel, fine občutke za lokostrelstvo. Zato si bo Dejan še naprej izmenjeval zdravniško in športno opremo. Na obeh področjih mu tudi v prihodnje želimo veliko zadovoljstva in uspeha. Naši najboljši parašportniki so lahko odlična spodbuda in vzgled vsem z različnimi telesnimi in razvojnimi posebnostmi. Da se podajo na športno pot, pa naj bo to za veselje in dobro počutje ali pa tudi zato, da grejo v lov za športnimi rezultati. Predstavljamo vam navdihujoč športni dogodek, vključevalni tek, ki se je v sklopu tradicionalnega Triglav teka na Brdu pri Kranju letos odvil prvič. Park Brdo pri Kranju je letos že 12. leto odprl svoje vrata ljubiteljem teka. Triglav tek je v tem času zrasel v velik športno-družabni dogodek. Izjemno smo ponosni na ta dogodek. Zakaj? Zaradi tega, ker ni samo tek, ni boj s časom, ampak v bistvu gre za družinski dan, za druženje, za vključenost v tek. Kar 1800 tekačev si je letos nadelo tekaške copate in se v duhu športa in dobrodelnosti podalo na eno izmed tekaških preizkušenj. Tek na 5, 10 in 21 km ter družinski in otroški tek so že utečene tekaške kategorije. Letos pa so dodali posebno novo in zelo srčno kategorijo vključevalni tek. 1400 metrov dolga trasa je bila namenjena vsem, ki zaradi katerega koli razloga doživljajo različne telesne in razvojne omejitve in posebnosti. Danes so z nami naši paraplavalci, nekateri izmed njih. Danes smo se pa odločili priti za to, da probamo še kakšen drug šport in da dokažemo, da je vse za vse dosegljivo, tako da tudi oni zmorejo. Dobrodelen tek za druženje, za uživanje ob sončnem vremenu. Zato, ker je pač veliko teh izvez za šport invalidov, kaj že poznam. Tudi prije mogoče malo prav za kondicijo, za treninge. Jaz sem prišel na družinski tek teč, pa pač sem pa v cilju tudi spodbujal sestrico. Tako tisti da ti da tak vibe, da pol še naprej tečeš. Tu se ni meril čas. Podeljevale pa so se medalje, ki so jih za njih izdelali varovanci Varstveno-delovnega centra iz Kranja. To prvi tek, kakor jaz za njega vem, da se naši otroci lahko udeležijo, da imajo prav svojo traso, svoj ritem. Vesela sem, da smo videni in da se nas je začelo tudi v take dogodke vključevati. Mesec september je namenjeno zaveščanju o otroškem raku. Zato nikakor niso manjkali tekači inštituta Zlata Pentljica. Jaz sem Vita Renko, to je pa moja mlajša sestrica Nina Renko. Na ta tek so prišli spodbujati vse otroke k povezovanju med sabo, k pogumljanju drug drugega in k temu, da vsi dokažemo, kaj zmoremo. Maj Volavšek iz ekipe Zlata Pentljica pa si je postavil večji tekaški izziv. V bistvu na 10 km zato, da pokažem, da v bistvu sem prišel nekam, ne od kemoterapije naprej, pa pač dam navdih vsem ostalim, ki se borijo s kakšno tako zadevo, ki sem se tudi jaz. 10-kilometrsko razdaljo sta se izbrala tudi naš odličen slepi tekač Robi Kogovšek s svojim trenerjem in tekačem vodnikom Romanom Kejžarjem. En tak lep tek po lepem okolju,
odlično vzdušje, tako da druženje. Meni je bolj super. Meni tudi sama proga dogovarja makadam, pa malo navzdol, kar je zakon. Triglav že vrsto let podpira tudi parašportnike, paraolimpijske igre. Podpiramo tudi mlade upe, kot vedno izberemo nekoga, ki je tudi parašportnik. Tako da smo v tem delu zelo družbeno odgovorno podjetje, se zavedamo, da je treba vplesti v dogajanje prav vse osebe, ne glede na kakršnekoli težave, s katerimi se pa soočajo skozi življenje. Koliko navdihujočih zgodb nam prinese parašport, od paralimpijskih prvakov do velikih osebnih zmag. Ob zaključku oddaje pa še povabilo navdahnjeno z odličnimi športnimi predstavami slovenske ženske reprezentance odbojke sede. Nedolgo nazaj smo za naša dekleta držali pesti na paralimpijskih igrah, v letošnjem šolskem letu pa ponujamo priložnost vsem osnovnošolcem in njihovim športnim pedagogom, da se v okviru programa Odbito tudi sami naučijo te zanimive športne igre, da se stavijo svojo ekipo in se pomerijo na zaključnem turnirju Odbito, prvem Lidlovem turnirju v odbojki sede za osnovnošolce. Prijave so odprte do 24. septembra. Za prijavo in za več informacij pišite na naslov majda.kocar@zsis.si. Za zaključek oddaje vas vse lepo pozdravljam in vas ponovno vabim v družbo oddaje Tempo v mesecu oktobru. Upam, da so se vam naši parašportniki vtisnili v spomin.